Dobro večer in dobrodošli v oddaji Na zapisniku, poglobljeni intervjuju na i24 News. Med 40-dnevno vojno z Iranom je bilo več kot 85% napadov Islamske republike usmerjenih na njene arabske sosede v zalivu, pa tudi na Irak in Jordanijo. A prav Združeni arabski emirati so bili napadeni največkrat, saj je Iran na Emirate izstrelil več kot 2800 dronov in raket ter ciljal civilne stavbe, naftne objekte in občutljivo infrastrukturo. Ti napadi se nadaljujejo še danes, kljub premirju. V zadnjih tednih se je izkazalo, da Združeni arabski emirati niso stali križem rok ob teh napadih in so se vojaško odzvali proti Iranu, vključno z napadom na ključno iransko rafinerijo nafte. Da bi razčlenili vpliv vojne na Združene arabske emirate in kako bi to lahko vplivalo na odnose Abu Dabija z Iranom in Izraelom, se mi je pridružil njegova ekscelenca Derar Belhul Al-Falasi. Njegova ekscelenca Al-Falasi je nekdanji član Zveznega nacionalnega sveta ZAE, emiratskega parlamentarnega organa. Trenutno je predsednik, generalni direktor in soustanovitelj skupine Al-Majlis, dubajskega podjetja za javne zadeve in strateško svetovanje. Je tudi predsednik podjetja Cruikshank & Dean Global Intelligence ter ustanovitelj fundacije Watan Al-Imarat, enega vodilnih inštitutov za javne politike v GCC, kjer je bil prej izvršni direktor. Vaša ekscelenca Al-Falasi, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala. Za začetek, mislim, da mnoge zanima, zakaj je bila Združeni arabski emirati napadena najmočneje. Zakaj se je Iran odločil napasti Združene arabske emirate bolj kot katerokoli drugo državo, celo bolj kot Izrael v tej zadnji vojni? Hvala, da ste me povabili sem. Mislim, da je zelo preprosto. Mi smo v nasprotju z njihovimi idejami in vsem njihovim negativnim razmišljanjem, ki ga imajo. Imaš. Zaje in druga stran, ki verjame v harmonijo, ki verjame v strpnost, ki verjame v sobivanje, ki zavrača terorizem in ekstremizem, mi smo to izkoreninili. Medtem ko Iranci še vedno verjamejo v to in poskušajo to izvažati povsod. Zato jim ZAE ni všeč. In mislim, da je tudi ZAE nekako kost v grlu, veste, in kot je rekel njegova visokost šejk Abdullah, ne bomo več dopuščali izsiljevanja, veste. Zadeva je v tem, da ZAE ni začel te vojne. Začeli sta jo Združene države Amerike in Izrael. In emiratski uradniki so povedali, da je bil ZAE v to vojno vpleten proti svoji volji. In ali je bila po vašem mnenju odločitev za vstop v to vojno pravilna? Mislim, da se je ZAE že od začetka, še pred vojno, poskušal pogovarjati z Iranom. Poslušajte, vojne si ne želimo. Tukaj smo imeli dovolj vojn. Poskušali smo narediti vse. Torej, nič ne bo prišlo iz ZAE ali drugih držav GCC. In oni to vedo, veš. Vse, kar govorijo, so laži. In druga stvar, ne moreš zahtevati od druge države, ne moreš imeti odnosa z Izraelom, ne moreš imeti odnosa z Iranom, ne moreš imeti baze. To ni, recimo, to ni tvoja stvar. To je država, ki ima suverene pravice in sprejema svoje lastne odločitve. Torej, ali utihneš in to sprejmeš, ampak zdi se, da nimajo poguma, da bi streljali na Američane ali na tiste tam, zato so šli nad Arabca. Recimo države, še posebej GCC, še posebej ZAE, ker je ZAE rekel, ne moramo sprejeti tega, kar počnete. Tako so poslali toliko, skoraj 50% celotne kampanje poteka v ZAE. Zdaj govorite o potrebi, da se konča iranska agresija. In dejansko ugotavljamo, kot čas teče, da ZAE, kot sem omenil v svojem uvodnem opisu,
ni sedel križem rok. In je tudi vojaško odgovoril proti Iranu, z napadi tako pred kot po prekinitvi ognja. Kaj nam lahko poveste o obsegu vojaških napadov ZAE na EU in Iran med vojno? Uradno ni bilo nič rečeno, recimo tako. Je pa, imamo pravico na povračilne ukrepe, ker smo upoštevali vse diplomatske postopke. Veste, imamo resolucijo ZTN na naši strani, ki je skoraj soglasna odločitev. Imamo Svet za človekove pravice, ki podpira človekove pravice. Torej, karkoli pride za tem, veste, to je nekaj, ampak uradno ni ničesar takega, veste, ničesar ni. Ampak vedo, da zdaj ne bo več toleriral teh neumnosti, veste. Če govorite o Iranu in jim morate nekaj dopovedati, morate razumeti, da se je ta problem začel leta 1979. In napisal sem članek, vsi problemi na Bližnjem vzhodu so se začeli s tem, veste, in vse so uničili. Ampak problem je, da ko se pogovarjate z Iranom, morate spremeniti tudi njihovo ustavo. Ker je v ustavi poglavje, ki govori o izvozu revolucije. Mislim, kdorkoli bo pa šel, bo moral slediti ustavi, potem jim ustava daje pravico do izvoza revolucije. In oni so odgovorni za vse šiite in to morajo narediti. Torej imamo problem v njihovi ustavi, poleg tega pa tudi v njihovih glavah. Veste, torej govorite o potrebi, da se konča iranska agresija. Hkrati pa si Združeni arabski emirati pridržujejo pravico do samoobrambe. Torej, glede na poročila, ki kažejo, da ZDA pritiskajo na Združene arabske emirate, naj bodo bolj agresivni proti Iranu, vključno celo z morebitno kopensko ofenzivo, kako realen je takšen scenarij? In ali podpirate bolj odločen odziv Emiratov v primerjavi s tem, kar smo videli doslej? Mislim, da so Združeni arabski emirati to jasno povedali vsem. Veste, Združeni arabski emirati sprejemajo lastne odločitve. Lahko sprejmemo pravico in lahko rečete, vidite, po včerajšnjem napadu so Združeni arabski emirati rekli, da imajo pravico do povračilnih ukrepov. To je čas. Gre samo za vprašanje časa. Moramo počakati, da se zaključi vsa preiskava, odkot je prišlo. In to je posredniška vojna, to je vojna z Iranom, je še veliko drugih stvari. Tako da bo odločitev sprejeta in 100% podpiramo našo vlado, da stori, kar je prav. Vemo, da bodo storili, kar je prav. Prava stvar zdaj je, da končamo to norost, ki je. Iran to počne. Norost je celo v pogajanjih, kjer pravijo, da ne bomo. In veste, dovolite, da nekaj povem. Imajo dve odločitvi. Ena je recimo odločitev revolucionarne garde, kjer oni nekaj rečejo. In imamo diplomatsko. Diplomatsko, kjer predsednik in predsednik parlamenta rečeta nekaj, kar je popolnoma nasprotno. Eden pravi, opravičujem se. Naslednji dan rečejo, ne, on se ne opravičuje. Tako so 47 let gradili na tem, da zmedajo drugo stran. Poskušajo čim bolj podaljšati pogajanja. Mislim, da stavijo na podaljševanje pogajanj. Torej bo zaradi volitev na sredini mandata to vplivalo na Trumpa. To je njihov cilj. Mislim. Zdaj, kljub dolgoletnim sporom med ZAE in Iranom, je ZAE med Iranovimi trgovinskimi partnerji na prvem ali drugem mestu. Večji del zadnjih 2 desetletij pogosto, veste, tik za Kitajsko. Zdaj se je prav tako izkazal kot središče iranske trgovine. Danes so Združeni arabski emirati še vedno eden največjih dobaviteljev blaga Iranu in predstavljajo pomemben delež njegovega uvoza. Ali se bo to spremenilo zaradi iranske agresije proti Združenim arabskim emiratom? Ali pa namerava Abu Dhabi ohraniti gospodarske vezi z Iranom? Mislim, da se je že spremenilo. Veste, popolnoma se je spremenilo.
Zdaj, kot je rekel dr. Anvar Gargaš, ne moramo se pogajati z nekom, ki nam vedno grozi. Moramo najti rešitev, veste, da sedemo in se pogovorimo z njimi. Ta situacija ne more trajati večno, veste. Želimo živeti, želimo biti v harmoniji, imamo dobre odnose, imamo posel, imamo gospodarstvo, ki ga moramo voditi. Ne moramo delovati na, recimo, gangsterski način. Operativne zadeve, veste, ki jih imate. Kriminalce, ki vodijo vse, režim, ki mu ni mar, če ubije 45,000 svojih ljudi. Kako lahko pogajate z nekom, ki mu ni mar za lastno ljudstvo? To je, mislim, problem, točka, kjer je. Moramo se pogajati. Kako lahko govorimo z nekom, ki mu ni mar za lastno ljudstvo? Torej misliš, da mu bo mar za Zaje ali Saudsko Arabijo ali za tega, ali mu ni mar za nikogar? Ampak misliš, da bi morale Zaje prekiniti gospodarske vezi z Iranom? Mislim, da so že prekinjene. Popolnoma so ločene, veš, in če želijo, morajo dokazati, da si to zaslužijo. Zdaj želim iti širše. Desetletja je veljalo prepričanje, da zalivske arabske države, čeprav nasprotujejo islamskemu režimu v Iranu, kot opisujete, in njegovemu jedrskemu programu, v resnici niso želele, da bi režim padel. Bejl so se prevelikega števila migrantov in beguncev v regiji, kar bi porušilo ravnotežje moči in ustvarilo negotovost za gospodarstva teh držav. Nedavno ste zapisali, in citiram: "Zaščita naše arabske nacionalne varnosti zahteva globoko zavedanje iranskih načrtov in resnično enotnost za zajezitev njegovega ekspanzionizma, ki se skriva za religijo in slogani, hkrati pa prinaša uničenje in opustošenje naši naciji." Torej, vaša ekscelenca, ali si Združeni arabski emirati zdaj želijo spremembe režima v Iranu? Mislim, da se je režim že spremenil, veste. Režim se je že spremenil. Imate ajatole, ki so... On je zunaj, veste, bil je ubit v prvih urah, potem imate najvišji vodja je bil odstranjen, druga linija vodstva je bila, tretja linija je odstranjena. Tako da mislim, da se je režim že popolnoma spremenil, zdaj pa kdo je še ostal? Zdi se, da preostalim ni več možnosti za delovanje. Zato mislim, da bo prej ali slej prišlo do spremembe režima. Veš, mislim, da je z ljudmi s takšno miselnostjo zelo težko, recimo, sodelovati z njimi. Medtem ko vi sami in tudi predsednik Trump pravite, da je do spremembe režima že prišlo, režim še vedno napada svoje arabske sosede v zalivu, vključno z Zaje. Kar me pripelje do naslednjega vprašanja. Rad bi, da prisluhnemo zanimivim izjavam, ki jih je prejšnji teden podal ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee o odnosih med Zaje in Izraelom. Prisluhnimo. Ali lahko izrazim veliko hvaležnost in občudovanje do Združenih arabskih emiratov? Mislim, da so ZAE zgled. Bili so prvi član Abrahamovega sporazuma, vendar poglejte, koristi, ki so jih imeli. Zaradi tega jim je Izrael pravkar poslal baterije sistema Železna kupola in osebje, ki jim pomaga pri upravljanju. Zato, ker obstaja izjemen odnos med ZAE in Izraelom, ki temelji na Abrahamovih sporazumih. Torej, vaša ekscelenca, mislim, to so precej izjemne izjave. Kako pomembna je bila podpora, ki jo je Zaje prejel od Izraela? Mislim, dajmo to povedati na ta način, kot ste rekli. Imate Egipt, ki je z Izraelom podpisal sporazum, in Jordanijo, ki je z Izraelom podpisala sporazum. Ti imajo mejo z Izraelom, vendar Združeni arabski emirati nimajo meje. Obe državi, veste, verjameta v sobivanje, verjameta v tehnologijo, verjameta. Mislim, da je gospodarstvo najpomembnejše. Še vedno verjamem v to, kar pravi njegova visokost. Šejk Mohamed Ahmed Rašid je rekel,
Ne dovolite, da politika vodi gospodarstvo, ker ga bo uničila. Naj gospodarstvo vodi politiko, ker bo to prineslo rezultate. Mislim, da je gospodarstvo lahko najboljše vodilo. Pot za vsak odnos. Ko je to enkrat vzpostavljeno in vidite, da tukaj živi toliko Izraelcev, živijo v harmoniji, živijo v vsem. Ko se znebimo vsega sovraštva, mislim, da smo ga imeli, 70 let dovolj smo ga imeli. Glejte, Izrael ni napadel, Izrael nas ni napadel, Iran nas je napadel. Zakaj ne torej gojim zamero do Izraela in iščem harmonijo z Iranom, ki nas napada dan in noč? Prav? Ampak jaz želim vztrajati pri tem vprašanju, ker govorim o nečem več kot le o gospodarskem sodelovanju. Govorim o pošiljanju protiraketnih sistemov Iron Dome, o pošiljanju izraelskega vojaškega osebja za upravljanje teh sistemov. To je zelo pomembno in presega kakršnokoli vojaško sodelovanje, ki ga je Izrael imel s svojimi sosedami Jordanijo in Egiptom, kot ste omenili. Torej, kam želi Združeni arabski emirati, da gre to vojaško sodelovanje z Izraelom? Kako naprej? Mislim, da sodelovanje poteka še veliko dlje kot samo to in sodelovanje obstaja. Izrael je bil napaden strani Irana, Združeni arabski emirati so bili napadeni strani Irana. Torej imamo skupnega sovražnika. Torej, če ne bomo stopili skupaj, da odbijemo tega sovražnika, bomo imeli veliko težav. Mislim, da je to moje mnenje. Mislim, da mora režim biti odstranjen. To je moje mnenje. To ni povezano z vlado ali čemarkoli. Zato mislim, da je ta režim imel 47 let življenja v harmoniji. In ljudje poskušajo, veste, sodelovati z njimi, živeti z njimi, vse, ampak oni tega ne razumejo. Edino, kar razumejo, je ubijanje. Zdaj pa ne morem, da ne bi vprašal o skrivnem obisku, za katerega je urad izraelskega premierja dejal, da ga je Netanjahu marca opravil v Abu Dhabiju. Medtem ko so vzaj uradno zanikali, da bi se ta obisk zgodil, in Netanjahu je nekdanji pomočnik, za katerega je dejal, da je bil na poti, obisk zelo podrobno opisal. Ali lahko razložite, kaj se tukaj dogaja? Mislim, da bom sledil uradni zgodbi Zaje, ki pravi, da so v Zaje to zanikali. Zato bom verjel svoji državi. Če bo imela korist od tega, da kaj pove, bo to tudi povedala. Ampak mislim, da če je to prišlo z Ministrstva za zunanje zadeve, bom temu verjel. Še eno. V redu, torej jaz želim pogledati širšo sliko. Govorili ste o JCC, svetu za sodelovanje v zalivu, vendar posebej o odnosih med Zaje in Saudsko Arabijo, kjer opažamo nastajajoči razkol med Abu Dhabijem in Rijadom. Kako gledate na ta razkol in kako vpliva na Zaje? Mislim, da to tam ne vpliva na ničesar. Vedno je, veste, tudi v Izraelu, vedno boste imeli razlike med strankami in vsem ostalim. Torej, obstaja spor, ampak na splošno je vse v redu. To ni nič novega, vendar obstaja spor in različni interesi. Ko pa gre za varnost, veste, se lahko vse reši. Mislim, videli bomo nov odnos s Savdici, vse se bo spet vrnilo v normalno stanje. Zato se zdaj osredotočimo na pravo grožnjo, bolj kot na to. In med nami in Saudsko Arabijo, med nami in Katarjem, ter Bahrajnom in Kuvajtom. Mislim, da vemo, kdo je sovražnik. Ne glede na to, kaj se je zgodilo. Vsi vejo, kdo je sovražnik. Zdaj pravi sovražnik. Če bi videli vsaj enega od kuvajtskih ministrov, Kuvajt nima nobenega Abrahamovega sporazuma, niti kakršnihkoli stikov z Izraelom. Ko ga je Al Jazeera vprašala, kdo je vaš sovražnik? Je to Izrael ali Iran? Rekel je Iran. Rekel je, Izrael nas ni napadel. 70 let smo, veste, delali vse proti Izraelu. Izrael nas ni napadel, Iran nas napada ves čas. Torej, vidim, da prihaja do spremembe. Potem, ko bo to končano, bo prišlo do
še več držav, ki bodo podpisale Abrahamov sporazum. No, jaz najprej bom omenil Kuvajt, da morajo najprej razveljaviti zakon, ki prepoveduje stik z Izraelom in Izraelci. Ampak čeprav razumem, na kar namigujete, bi se to lahko zgodilo kasneje. Kot del teh sprememb, ki jih Zaliv uvaja v svojem pogledu na Izrael. Zdaj, preden nadaljujemo z naslednjim delom oddaje, moram vprašati. Slišim govorice, da bodo Združeni arabski emirati v prihodnjih dneh priznali neodvisnost Somalilanda. Kaj lahko poveste o tem? Mislim, da se bo to zgodilo prej ali slej. Veste, imamo dobre odnose s Somalilandom, vse imamo tam, tako da če je tako, gre vse v pravo smer, priznali bomo Somaliland. To je moje mnenje. In mislim, da bi morali nagraditi dobre ljudi, namesto da nagrajujemo Al-Shabaab in podobne. Zelo fascinantno. To bi pomenilo, da bi bila Združeni arabski emirati in Izrael edini dve državi, ki priznavata neodvisnost Somalilanda. Zdaj želim preiti na zadnji del oddaje, to je hitri segment vprašanj. Pokazal vam bom 3 slike in mi na kratko povejte prvo stvar, ki vam pride na misel. Torej prva slika. To je ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski na srečanju s predsednikom ZAE Mohamedom bin Zayedom. Mislim, da smo imeli dobre odnose, tako z Ukrajino kot z Rusijo. In to je bil razlog, da je bilo na obeh straneh izpuščenih toliko vojnih ujetnikov. ZAE je bil posrednik med njima in ZAE bo to vlogo opravljal tudi v prihodnje. Mislim, da so pred nekaj dnevi izpustili še nekaj ujetnikov. Tako smo s tem, da imamo recimo dobre odnose, dosegli, da obe državi zaupata ZAE, da to izpelje. In mislim, da je njegova visokost enkrat rekel, veste, ne bi smeli imeti nobenega sovražnika. Morali bi imeti natanko nič sovražnikov. Mislim, da je to cilj ZAE. In videli smo tudi varnostni sporazum podpisan med ZAE in Ukrajino. In pričakujem, da se bo ta odnos s časom še poglobil. Naslednja slika, to je saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman. On je prestolonaslednik in mislim, da ima veliko v svojih rokah. Bilo je že skrajni čas. Saudijci opravijo izjemno delo. Se je Saudsko Arabijo dvignil recimo iz primeža skrajnežev v bolj odprto družbo. Mislim, da jih še čaka dolga pot, ampak jim želimo vse dobro. Ampak Združeni arabski emirati so zapustili OPEC, kar se vsaj diplomatsko ali ekonomsko šteje za udarec za Saudsko Arabijo. Torej, ni nujno, da gre vse gladko med tema dvema državama. Mislim, da ne. In to je odločitev, suverena odločitev. Veš, potrebujemo, Združeni arabski emirati mislim, da so že prej poskušali to in poskušali nadzorovati. Mislim, da je zdaj pravi čas za nas, da zapustimo to kartelno skupino, veš. Zadnja slika, v kateri bi rad slišal tvoje mnenje, to je predsednik ZDA Donald Trump. Mislim, da je on najboljši predsednik, kar smo ga imeli v našem času, v primerjavi z obdobjem Bidena. Ima dobre odnose z Združenimi arabskimi emirati. On je prijatelj, on je zaveznik. In z njim lahko sodelujemo bolje kot kdorkoli drug. Ali so ZAE zadovoljne s prisotnostjo ameriških vojaških baz na svojem ozemlju? Vemo, da Iran poziva zalivske arabske države naj odstranijo te ameriške vojaške baze s svojega ozemlja. Ali menite, da si ZAE to želi? Mislim, da to najprej sploh ni stvar Irana, s kom imamo odnose, koga imamo. In naj bo to jasno. Če jim dovolijo, naj uporabijo izraz baza. Baza pomeni, da je to osnova za Združene države, da nekaj naredijo. To je ekipa, ki dela skupaj in že dolgo sodelujejo. Torej, ni nobene baze. Če govorijo o bazi, je to laž. torej izraz baza ni ustrezen. V Katarju je baza ladij. Vendar v ZAE obstaja sodelovanje med nami in oni uporabljajo našo bazo. Torej je to del tega, od koder delujejo.
Drugič, to ni njihova naloga, ni njihova stvar, da nam karkoli narekujejo. Imamo suvereno državo, imamo svojo pravico, da se sami odločimo, kaj bomo storili. Torej, nam ne morejo ničesar narekovati. No, za zdaj bomo morali tukaj zaključiti. Še enkrat se vam zahvaljujem, vaša ekscelenca Derar Belhul Al-Falasi, da ste se mi nocoj pridružili. Pridružite se nam spet naslednji teden, tukaj v oddaji Na zapisniku. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.